Ankar Jakob Ruda, knjiga za lakomisne ljudi Venece, za narodno oblado kralja Dekajlove in Erotika. Potem pa ima Krstnik Janko, zbrani spisi, 5 šitkov, broširani in pa v vezani obliki, Kete Dragotin poezije, Prešernove poezije uredil Anton Aškas, Elzevir izdaja, Trdina Janez, pa napisano na Bahovih vzajnih irih brez podatka zbrani spisi, Župančič Oton, Šaša opojnosti, Aškas Anton, balade in romance, lirske rečke poezije, nove poezije, Gregorčič Simon, poezije 1, 2, 3, Kavčar Ivan, zbrani spisi, Stitar Josip, zbrani spisi, Levstvik Fran, zbrani spisi. Šventner je s tem, ko je začel izdajati Trdina in Krstnika, zaokrožil izdajanje slovenskih klasikov. Edini, ki tukaj manjka, je Jurčič, od pomembnih, ker je očitno bila tista izdaja, ki jo je s pomočjo narodnih gospodiščin leta 1881 začel pripravljati in distribuirati. No? Pripravljal je Levec sam, distribuiral pa je knjige s pomočjo narodnih gospodiščin. Zdaj so največ nalogo akviziterjev pri gospodih in slovenskih mešanih, bila denar. In izprodajo prve knjige, tako Münchhausensko je to Levec počel. Z uspešno prodajo prve knjige bo financiral drugo knjigo in z uspešno prodajo druge, tretje, tako dalje bo izdal Jurčičeve literarne spise. Takoj po Jurčičevi smrti se je Levec lotil tega projekta. In to je bila taka čudna varianta in gleda, da pri narodnih tiskarnjah so izvodi pošli, ki je Jurčič bil priljubljen, ali pa da Šventner ni našel skupnega jezika z narodno tiskarnjo. Ta izdaja zadnjih spisov manjka, potem se znamo 1903. Do 1903. je Šventner kot privatni založnik, je vedno poudarjal, moderni založnik, ki nima lastne tiskarne, Bamberg je bil kot tiskar, ki je zbrola tudi za politično dejavnost, Šventner pa izvestno poudarja, jaz sem pa založnik, ki nima lastne tiskarne, je pa si v mislu arhitekta Ivana Jagra, da mu je izdeloval povitke, poskrbel je za nov status urejenosti slovenskih knjig. Torej, ta Šventner je v 4 letih 1900 do 1903. napravil prelomen preskok v izdajanju tako sodobne slovenskih književnosti, kot zagotovanja vsega tistega zaledja, ki lahko omogoči razumevanje trenutnega stanja, trenutnih dosežkov slovenskih pisateljev. In ta svoj korak k razvoju sistema literature, slovenske literature, je Šventner tudi simbolično zaznamoval s tem, da si je leta 1900 omislil v reviji Ljubljanski zvon prilogo. In posebni dosežek sedanje slovenske digitalizacije je, da ko so digitalizirali Ljubljanski zvon, te priloge niso digitalizirali, čeprav so mi v duhu povedali, za ta izvod upravljali, ki še hrani nekaj teh prilog. Hranjenih imajo pa v duhu danes manj, kot so jih v 50 letih popisali v bibliografskem kazalu Ljubljanskega zvona. Tam piše, nismo dobili 6. številke 2. letnika. Sedaj pa ne najdete ne 2. letnika, ne 4. letnika v Ljubljanskih zvonih. Tisto, kar je, najdete v duhu zlahka, ker je na slabšem papirju, ko imate zaprt letnik Ljubljanskega zvona, tako domenka s papirjem, povedal so zadnje strani posameznih številk, to je ta reklamna priloga na predsednih papirjev. To pa bolj treba digitalizirati, dokaj ta papir ne bo razpadel v prah. Namreč v tretji številki 1. letnika, 1. marca 1900, je Šventner na prvi strani se je rezerviral za razne lastne refleksije. No in 1. marca 1900 je objavil prvi del članka, ali so slovenske knjige res tako drage. Mislim, temo poznate, še vedno aktualna tema. Genialno je, da je v tem članku izpeljal, zakaj so slovenske knjige pravzaprav poceni in da so cenejše od nemških. Se splača prebrati, da je tukaj razlagal podrobnosti, vam za skomine to povem. In potem 1. julija
In 1. avgusta, da se je prvi letnik bil še najbolj aktivni, potem je imel prvo stran bolj za reklamiranje vlastnih izvaj, je pa v izdanju Janka Kresnika zbranih spisov razložil, zakaj sta Mohorjeva družba in Slovenska matica kot družbi škodljivi za razvoj slovenske moderne literature. Modern individualistični pisatelj pravi, potrebuje modernega, privatnega, kapitalističnega založnika, ki je sposoben razumeti in je pripravljen objaviti nekaj, kar izstopa iz norme. Knjižni klub, ali je to Mohorjanka, ali je to Slovenska matica, ali je to Svet knjige, zahteva literaturo, ki teče po nekem veljavnem občem pričakovanju, okusu in etični normi. V takšnem tekstu ne more izhajati avantgardistična literatura. To je temeljno sporočilo Šventnerjevih kolumn. 3-4 so najbolj prepričljive, najbolj obsežne. V tistih številk, ki si jih še našel, enih, ki jih nisem našel, ne vem, je mogoče še kaj napisal. Ne? In kako je najavil Ivana Trdino, septembra 1900, podpisano založništvo si usoja čitajočemu občinstvu naznaniti radostno vest, da se mu je posrečilo pridobiti si pravico do založbe in izdaje izbranih del enega najboljših in najpopularnejših naših pisateljev, Ivana Trdine. Skoro bi se smelo reči, da ga doslej ni bilo med Slovenci, ki bi znal pisati tako res slovensko, kako piše Trdina. V njem ni le beseda, ampak izslog, način izražanja in pripovedovanja tako pristno naroden, da se človeku zdi, kot da posluša zgovornega Dolenca, ki na dolgo in široko razlaga svoje nazore vsem, kar zanima njegovega živahljega duha. Ne bil je zmenšen na Dolenskem in preko reke počutil na Dolensko, kada ta zgovorni Dolenci tukaj res fajn. Naš narod, zlasti po Dolenskem, si ne more želeti vernejše slike svojega življenja in mišljenja v minulosti in po preteklosti, kakor je najde v Trdinovih spisih. Zato je pričakovati, da poseže z veseljem po njih, tem bolj, ker jih uredi, zatisek uredi pisatelj sam, ter jim napiše daljši, gotovo vele zanimiv predgovor. Podpisano založništvo opozarja za sedaj na to začasno presnitev. Vse drugo se priobči natančneje, predno izide prvi zvezek, ki se ga je nadejati okoli Božiča tega leta. Na obilno naročevanje vabi najoljubneje založništvo v Šventnem Ljubljani. Iz tega ni bo nič. Tu članka ni več dobenega objavljati. 1901 te priloge nisem našel, ne vem še kaj se pravičo Šventne svojim kupcem in naročnikom, čez 3 leta, pokrat 1903, potem izide situacijo v Kozari. Tukaj je govora o virni podobi Dolencev. Ko je to pisal, je mogoče poznal, mogoče ga je Trdina, ko so bili Novi mesto na obisku, svojim gostom pokazal vse svoje zapisne knjižice, svojo rusiko in vse druge zadeve. Zakaj to piše 1900 Šventner? 1900 je bil Trdina v ljubljanski kulturni sceni osmešen. Osmešil ga je Franc Kos v enem članku, v katerem se je posmehoval, da je Slovenska matica zaupala v pisanje zgodovine slovenskega naroda nekemu profesorju Trdini, ki pojma nima o zgodovini. Članek je napisan bolj profitno, ko sem to povzel, ima 3 dele. Prvi daljši del je resna zgodovina začetkov slovenstva in v karatani, z dokumenti, zato je taka prava znanstvena zgodovinopisna študija z aparatom, pisovanje na dokumente v arhivih. Potem je druga polovica ima pa 2 dela. V prvi polovici se posmehuje nekomu, ki je pisal neke čudne zadeve. Druga, daljši del druge polovice pa je posvečen Trdinovi zgodovini slovenskega naroda, ki je išla proti njegovi volji o ustanovitvi slovenske matice. 1867. Ena prvih knjig, ko ste povedali biografijo slovenske matice, je bil Trdinov rokopis, ki ga je napisal kot dijak konec 40 let. Začetka 50 let dobil nagrado, da je napisal krasen tekst, ki bo Slovencem pozdigoval narodi občutek. Ampak sam se je zavedal, da je napisal zgodbo, literaturo. Ko je rabo bitko, si je pisal na Homsu, na ene bitke, na Melješki ravnini, ki ima nikoli dobene bitke.
In potem je šel študirati geografijo in zgodovine, postal profil zgodovine geografije in se seveda svega mladostnega domišljivskega spisa stamoval. In ko so bodo po slovenski matici rekli, da bodo objavili to zgodovino, je potoval prevedel, da to ni neka stresna stvar, da je